Sedaj vas v imenu vrtnarstva prav lepo pozdravljam, ker je precej vroče, ne bom veliko govorila. Samo vseeno pa naj pozdravim naše strokovnjake, naše goste, ki so se danes prijazno odzvali našemu povabilu, nam vedno pomagajo in svetujejo. Med nami je danes Miša Pušenjak, ki bi jo lahko imenovali že naša zunanja sodelavka. Njeni nasveti so res zlata vredni, vsak nasvet pa tudi s pridom izkoristimo. Potem je tukaj Izidor Golob, ki smo ga to pomlad zelo pogrešali, saj ga je njegovo delo s perunikami precej okupiralo, sedaj pa upamo, da se večkrat vidimo. Rajko Vuga je velik ljubitelj in poznavalec rož, ki se z njimi odlično znajde tudi za fotografskim objektivom. Po vsakem njegovem obisku z veseljem pričakujemo nove številke revij, saj v njegovih člankih lahko pričakujemo spet kaj zanimivega tudi z naših balkonov. Med nami pozdravljam tudi Majo Lazarevič, vodjo programa za vrt pri Agrosatu. Po posvetu z njo smo spomladi nabavili biosemena kvalitetnih sort zelenjavnih sadik, predvsem solat. Moramo pa jo pohvaliti tudi zato, ker večino naših sadik preizkuša na njeni biokmetiji. Marko Slavič je kmetijski svetovalec in predsednik združenj Eko Prlekija. Izkušnje si nabira na svoji biokmetiji, tako da njegovim nasvetom tudi z veseljem prisluhnemo. Dovolite mi, da predstavim tudi gospoda Igorja Škerbota, specialista za zelenjadarstvo na KGZ Celje, ki je pred kratkim slišal za nas in nas je že počastil s svojim obiskom, kar nam zelo veliko pomeni. Prav tako pa pozdravljeni vsi ostali, ki ste se danes v teh vročih poletnih dneh vzeli čas in nas obiskali tukaj v pristavi 20B. Kot sem že rekla na začetku, ne bom preveč govorila, najprej pa naj pozdravim osebo, ki na naši vrtnariji najbolj švica in je precej odgovorno, da je naš biovrt nastal in je danes takšen, kakršen je, in prav tako, da je danes ta dan potekal kot mora. Tu so res moja sanja, ta vrt, biovrt. Tu je dosti let prepričevanja moja družina, da bi šli v bio. Moj mož je po izobrazbi agronom, on škropiti, ampak jaz sem strajala, ne, tudi brez škropiva gre. Naredila sem se kar 3 are veke vrt, vse sem delala brez škropiva, bili so uspehi, neuspehe, v glavnem nabirala sem si izkušnje in sedaj končno moje sanje. Sedaj pa vabim naše goste, da spregovorijo in če kar začnemo, gospod Igor. Ja, lep dober dan. Hvala vrtnariji Alt za povabilo. Jaz sem se pred kratkim srečal z gospodom Tonetom, pa je kar takoj beseda stekla. Jaz sem zelo vesel, da sem danes uspel priti tukaj vas pogledati. Pozdravljam vas v svojem imenu in pa v imenu Zavoda iz Celja. Tam se tudi taki pridni ljudje najdejo, kot je tukaj, in stalno je lepo priti pogledati, kaj Slovenci znamo in počnemo. In jaz sem z veseljem danes vzel si nekaj svojega prostega časa, da sem se odzval vabilo celotne družine vrtnarstva Alt, da si pogledam, kaj in kako se borijo v teh vročih dneh in kaj vse počnejo, in vidim, da je pestrost, tako kot je marsikje pri pridelavi zelenjave in cvetja, zelo velika. Jaz želim seveda na tem mestu, da bi letošnja sezona bila čim bolj uspešna. Borimo se seveda v tem času z takšnim vremenom poletnim, ampak mislim, da ga bomo preživeli. Verjetno bo nekaj posledic ostalo, bo pa seveda zelo veliko pokazalo vso tisto znanje in vlaganje v samo pridelavo od sadike, se pravi od semena do sadike, potem do optimalne tehnologije pridelave, in to je zdaj tisto delo, ki ga v tem času intenzivno kot svetovalec
na terenu pri takšnih pridelovalcih, kot so Altovi, tudi počnemo in z veseljem kako besedo povem in rečem, da pogumno naprej, ne obupati, vsej že čez en teden bo menda dež. Sami veste, kak ste se, pa smo se borili za vodo v spomladanskem času in en tak pregovor pravi, da moča vzame 2 pridelka, suša enega. Nažalost bo letos matematika tista, ko bo to seštela, pa bo 2 plus 1, 3 in bo to seveda ena takih bolj resnih preizkušenj. Kljub namakanju vrtnine seveda namakamo, ampak jaz sem prepričan, glede na to, kar vidim in kar sem tudi tukaj videl, da samo namakanje ni čista in edina rešitev, ker v tem trenutku je večji problem pripeka. Sami boste lahko videli, če se boste dobro sprehodili, tudi opečene plodove. Nažalost, rastline cele dneve, 24 ur stojijo na enem mestu in če jim ni mogoče dati sence, mi se omaknemo, pa se omikamo recimo v senco marele ali pa šotora, rastline pa nažalost tega ne more narediti same. Tudi mi jim dosti krat na polju ne moremo narediti tega, da rastlinjako lahko zasenčimo ali za barvo ali za mrežo in to so stvari, ki potem seveda v takih trenutkih malo pripomorejo. Ampak kot rečeno, pravijo vremenoslovci, pride dež, za vsakim dežem je sonce in za vsakim soncem je dež. Jaz sem to prepričan in problem je samo v tem, da bomo morali zdržati in da se bomo v prihodnosti na te stvari morali sprijazniti in izvzeti kot vsakodnevni del našega klimata, ker očitno nam narava to ponuja. Tudi na Celjskem imamo sušo, tudi na Celjskem imamo vročino, ampak hvala Bogu imamo malo več hribčkov in takih dolin, v katerih še pa ni tako grozno. Jaz se zdaj že 3 dni sučem po Prekmurju, danes še po Prlekiji in moram reči, da na nekaterih mestih je res zelo kritično, ampak če primerjam to, kar je seveda pri nas, je bistveno več takih poškodb, kot pa je na Celjskem, Koroškem, tako da vsakemu svojemu pridelovalcu, ki začne jamrati, rečem, pelji se tistih 100 km proti vzhodu, pa boš potem jamral, ali pa ne boš jamral. Tako da jaz upam, da bo vse skupaj to preživelo in tudi vi. Jaz sem zelo vesel, ko vidim, koliko ste se odzvali vabilo, dajte izkoristiti ta trenutek tukaj, ko se nahajate na tej vrtnariji. Dosti sort, dosti takega znanja, ki ga lahko pokoristite, je tukaj možno videti in jaz mislim, da je to ena zelo velika zahvala gospodu Tonetu in njegovi družini. Zato sem tudi seveda v lastnem imenu zahvaljujem in sem zelo vesel, da je pač življenje me napeljalo na to, da smo s gospodom Tonetom prišli zaradi pšenice skupaj, zdaj se pa zelenjavo družimo. Tak pač je življenje. Hvala. Tako, sedaj pa, če bo gospod Rajko Vuga prišel in nam kaj povedal. Torej, hvala lepa za vabilo. Zelo rada sva prišla. Prišla sva mogoče lani prvič, tukaj sem in smo hitro ugotovili, da tukaj nekaj ne štima. In kaj vse to ne štima, sem bolj iz tega področja, kar vidite na hiši. In to ste lahko vsi videli, če še niste, pejte okrog hiše. In če boste želeli kakšno zgodbo o tem uspehu, lahko tudi jaz pokomentiram. Čeprav gospa Anka ne rada govori, ampak je take sorte, ampak ona več naredi. Jaz imam tudi podobno ženo, ki sploh noče govoriti, ampak veliko naredi. Sploh pa če še mene ni zraven, da še več naredi. No, torej lahko rečem, da moj hobi so rože, ampak gledajte, se tudi mimo tega, mimo teh rastlin, ki so tukaj zbrane, s katerimi pravzaprav pridelki živimo in tukaj videti, kako je to lepo zgojeno, kako na tak način
da je pravzaprav skoraj škoda trgati plodov iz paradižnika dol, ker tako lepo pašejo gor. No, veseli me, da je tukaj v nekem kotičku skritem, sorazmerno skritem, da smo lahko tole odkrili in to sta zaslužna oba in zagotovo tudi to je način, da boste dali možnost ljudem, da bodo še spoznali vse te vaše stvari. Jaz, ko smo bila zgodaj spomladi tukaj in sva pri njih dobila sorto surfinije, ki se je reče snov, to je, če bom rekel, ena najboljših surfinij v beli barvi. Je zdaj par let pri nas in sem prav vesel, da smo jih tukaj dobili v dovolj veliki količini, ker imamo letos pri hiši vse v stilu bolj belo. Marsikdo je rekel, ko je šel mimo, če imamo predvideno kakšne ohce. Ma se rekel, za ohce ni nič ne kaže, prej bi bila kakšna ločitev mogoče. Torej, to je ena od takih sprememb, torej vsi večina tako delamo, da zmeraj posadimo okrog hiše nekaj novega. Ne ponavljamo se, ker človeka razveseljuje sprememba in vsaka sprememba zahteva tudi študiranje, zbiranje katalogov vseh dobaviteljev, iskanje nekaj novega, sploh večina, no lahko rečem, ljubiteljev okensko-balkonskega išče novosti. Novosti ja, ampak za novosti naj vam bodo obešanke, tu jih testirajte, ne delati napak, tudi jaz sem tako že naredil. No, v glavnem, lepo je uživati, jaz zdaj ne bom se spuščal vsako obešanko, ki je tam vredna pohvale, ogleda, no, zdaj gremo na jesen, neverjetne lubenice imajo, čudovitega okusa, torej samo za pohvaliti, da ste vi izrabili tisto poplavo, ki je bila spomladi, vam je napolnila vse polja do zdaj, da lahko črpate vodo, ni daleč pod nami in da lahko tole zalivate. Uživajte še naprej, hvala za povabilo, vino nam je lepo in naj vam bo tudi naprej in zagotovo tudi vsi, ki so prišli, so lahko zadovoljni. Imam občutek, da sploh ni vroče. Tako mi je prijetno. Hvala lepa. Hvala tudi vam za vaše besede. Sedaj pa gospa Maja Lazarevič, se opravičujem, vabljeni k mikrofonu. Dober dan, v imenu Agrosata in mojem lastnem imenu vsem skupaj. Zelo ste vztrajni. Anka ima neko posebno energijo, da vas je poleg take vročine še vse tu zadržala. Anka, hvala lepa za povabilo in seveda vsem skupaj, celi družini. Res sem navdušena. Moram povedati, nisem pričakovala tako lepega vrta in vsak dan, če bi bila bližje, bi sigurno bila vaš kupec oziroma bi obiskala vašo lepo majhno vaško tržnico. Zdaj pa nekaj malega o Agrosatu na hitro, ukvarjamo se z vsem, kaj se dotika ali pa je seme. Seme je začetek vsega, veliko tega oziroma 3/4 sigurno je nastalo iz našega semena, z pridnim delom, vse seme je bilo ekološko, poleg konvencionalnega semena seveda v naši ponudbi, ker tako tudi razmišljamo, imamo široko paleto vseh ekoloških semen, posebej pa vrtnih, zato ker je veliko povpraševanje nekako večje je število vrtičkarjev ekoloških, kot je mogoče poljedelcev. Nekaj sem se dovolila si nekaj urezati na vrtu, pa vam pokažem. To so poletni tipi naših solat, ki so zdaj so mogoče od vročine malo, ki so zelo okusni, odporni na vročinske strese in verjetno ste kaj poskusili tudi sadik Ankinih.
To je pa zdaj izdelek. To je hrastovka, malo je zdaj spadnila, ker je pač nismo dali vodo zraven. To je hrastovka, lahko se reže pač postopoma, se shrani v kako folijo in če ne porabite celo, ker je drugače ona zdaj vrezana manjša, je lahko pa tudi velika glava kot buča. Druga sorta, nekolesna, ker nekako mi prisežemo v naši uporabi na gentile. Drugače v vročini velja, da so nekolesne solate dosti boljše, dosti bolj trpeže in to je ena sorta, imenuje se hungarina, ki zelo dobro prenaša poletne strese in dela zelo hitro lepe glavice, odporna na bolezni. To je pa tretji tip, kaj ga lahko v živo vidite, to je pa glavnata ledenka, sorta je na net in tudi zelo dobro prenaša vročinske strese, drugače od vseh teh solat je mogoče za celo leto najbolj uporabna, ker se tudi mogoče lahko, ne mogoče, sigurno tudi v poznejšem jesenskom času prideluje. Drugače take sadike, če hočete pridelati take solate poleti, si nekje konec aprila ali začetek maja nabavite pri Anki sadik. To je samo en del našega programa. Želim vam naprej lepe poletne vroče dni. Upam, da se tako poletje tako hitro ne bo ponovilo, ker bomo mi v Prekmurju in Pomurju izgleda res na Prleškem koncu zgoreli do konca. Hvala lepa. Pa se naprej lepo zabavamo. Najlepša hvala tudi vam. Sedaj pa gospod Marko Slavič, vabim še vas, da nam nekaj poveste. Lep pozdrav tudi v moje imeno in v imeno Društva za promocijo prleških ekoloških kmetij in pa kmetijske svetovalne službe, kjer sem tudi jaz zaposlen. Nekaj bi povedal o Društvu za promocijo prleških ekoloških kmetij. Pred 4 leti smo se ustanovili, lahko rečem zdaj s ponosom, da nas je že 30 članov, ki delujemo na tem prleškem območju. Ukvarjamo se skoraj z vsemi panogami v kmetijstvu, od vrtnarstva do poldelstva, živinoreje, pridelava medu, tako da je pač naš spekter pridelave te zdrave hrane zelo širok. Glede na to, da smo se pač pogovarjali, glede na to, da smo se danes dosti pogovarjali o suši, bi mogoče par besed namenil tudi temu. Opažamo, da naprimer je naš kolobar, ki ga imamo, mogoče bom malo se na njivske površine usmeril, zelo ozek, da sejemo ogromno koruze, kar pomeni, da koruza potrebuje ogromno vode za svoj razvoj in tudi potem zakončno, da obrodi svoj sad oziroma storž oziroma zrno. Že dolgo vemo, da koruza mogoče ni najbolj primerna za naše območje, imamo pa ogromno drugih kultur, katere bi lahko pri nas pridelovali. In v ekološkem kmetijstvu je ta spektr še posebej širok, katerega lahko potem tudi plasiramo seveda na trg. In zdaj, če bi mogoče nekje šli pogledati na ekološke njive, kjer pridelujemo od 8 do 10, 12, 13 različnih kultur v kolobarju, in seveda koruzo v zelo zmanjšenem obsegu, vidimo, da naprimer mogoče tam suša ne prihaja toliko do izraza oziroma lahko požanjamo določene kulture že tudi nekoliko prej in imamo ta pridelek. Tako da mogoče tudi malo miselnost ljudi bomo mogoče mogli spremeniti skozi čas, da ni pomembna samo živinoreja, seveda je pomembna za gnojenje njiv, ampak da so še tudi druge kulture, s katerimi lahko na kmetijah preživimo. Danes, v današnjem času si seveda vrtnarstva ne znamo, oziroma zelenarstva predstavljati brez namakanja na teh površinah, ki so tukaj, seveda to gre, nekje na njivskih površinah pa bi verjetno zdaj že bilo vse zgorjeno, tako da tega pač ne bi mogli pridelati. Pripravili smo vam tudi knjižice, če boste jih vzeli, lahko vidite, od naših kmetov se tudi lahko kaj naučite. Dejansko temelji naše sodelovanje tudi na izmenjavi izkušenj. Včasih smo mogoče kar sami glede tega, na podlagi nekih svojih izkušenj se učimo in potem to znanje tudi z veseljem delimo naprej.
Me pa je mogoče malo zdaj, nekako sem bil presenečen ta zgodba, ki smo jo na začetku čuli, glede Tunča pa Anke, ne, zaradi tega, ker Tunč se dosti krat pri nas na svetovalni službi oglasi in nisem vedel, da je on bil tisti šibka točka v tej zgodbi ekološke. Sem pa zelo presenečen danes, ko sem videl in mi je Tunč rekel, da je to vse ekološko res zelo lepo vse raste in zelo spodbudno, da naprimer se lahko potem tudi učimo na enih takih primerih, kot je to, ker to nam manjka. Ker jaz sem pač že en čas ekološki kmet tudi in vem, da smo včasih imeli kakšne pogovore in zdaj, če se spomnim malo nazaj, analiziram, zdaj vem, da je bil malo skeptičen. Jaz pa verjamem, da glede na to, da so začeli, da bodo skozi leta oziroma kar hitro preusmerili celo kmetijo v ekološko, ker ponovadi to tako gre. Preusmeriš en manjši del, potem pa vidiš, da so tukaj uspehe, da se da narediti, da ni res to, kaj govorijo, da se tukaj ne da pridelati in da je ogromno stvari, s katerimi si lahko pomagaš in seveda potem preideš tudi z drugimi površinami na celotno ekološko kmetovanje, kar pa je seveda zelo spodbudno za nas in pa seveda za naravo. Hvala. Hvala. Sedaj pa še vabim gospoda Izidorja Goloba, da še nam on pove z njegovega področja, kar najbolje ve. Dobar dan. Zdaj pa res ne vem, koga sem izpodrinil. Moje mesto nekako ni tule, ampak vseeno, glede na to, kak sem pozabil in v letih, najprej prisrčne čestitke in Anki in njeni družini in Tonetu, ki ju poznam, ki sem ju začel spoznavati pravzaprav po lubenicah, ki so tako lepo uspevali v Dobravi in z njimi sem se najprej postatkal in sem bil presenečen kot star pridelovalec nekako, ki nekaj malega ve o rastlinah, bil sem presenečen, da tu v tem okolju tako čudovito uspevajo. Tudi danes lahko samo občudujemo, samo čestitamo prizadevnosti te družine Alt, ki se ukvarja ne samo z lubenicami in nekaterimi drugimi plodovkami, temveč tudi z rožicami. Torej, vi bodite tudi prisrčno pozdravljeni, ker ste ljubitelji dobrote in lepote. Kaj posebnega o zastarelih izkušnjah ne bi znal povedati. Na Obešanke se dobro spozna kolega Rajko in le berite, le oglejte si vse, kaj on lepega pofotografira. Tudi danes bo prav gotovo imel kaj za strokovni tisk, da ne delamo kakšne reklame za eno ali drugo stran. Saj veste, kako so občutljive te strankarske delitve in levitve. Jaz vam želim, da se naužijete, da si napolnite baterije, da si kaj nakupite, to, kar je pridelano z rokami in z glavo in z znanjem, da si naberete ideje za pomladne zasaditve, da si naberete vitamine in bodite prepričani, da se take vrtnarice, kot je Anka, spoznajo še na marsikaj drugega, kot na paradižnikovo marmelado in na degustacijo lubenic. Ja. Moram reči, drugič sem že ob takem čudovitem sortimentu plodov, to se pravi solanacej, razhudnikov. Ja, in jaz do takrat pa sploh nisem vedel, da bi bile to kakšne posebne lepote. Majčkeno sem vedel že, da je to užitno, da je to dobro, čeprav krompir res nima uporabnih in užitnih plodov, zato pa sem vedel že od nekdaj, že iz srednješolskih let, da so krompirjeve cvetove pravzaprav nekoč uporabljali kot diplomatske rožice za gumbnico. Pripnite si vi današnji vroči dan tudi v gumbnico nekam blizu srca in naj potuje z vami vse, kar danes lepega doživljate in vabljeni ste, da se spet še kdaj vrnete. Lep pozdrav, zdaj pa pazite na sebe, da ne izgorite.
pa tudi Tonetu in Anki priporočam, želim, da bi še dolgo časa svetila, ne pa izgorela. Hvala vam. Hvala lepa. Sedaj pa za konec sem prihranila osebo, ki rada govori, saj ima veliko zapovedati, saj je njeno znanje zelo obširno, zato gospa Miša Pušenjak, vabim vas k mikrofonu. Ja, lepo pozdravljeni še v mojem imenu. Jaz sem si tako že prej privoščila malo daljši govor, tako da danes vas ne bom več dolgo mučila. Kateri si še niste pogledali, si prejte pogledati. Mogoče bi edino, ne vem, če je kdo na to opozoril, ampak vam dajala v razmislek to, zdaj se je v zadnjih letih, pa v zadnjih 2 letih zelo pojavilo po različnih tiskanih medijih, prav nekateri delajo gonjo proti hibridom. Pa bi vas samo to rekla, hibrid ni čisto žiruje kot na prav poseben način žlahnjena sorta. Se pravi, naj vas ne bo strah hibridu, edino, kar pa je pri hibridu, slabo je pa za tiste, ki si pač radi seme sami pridelujete, od hibrida pač semena ne moreš pobrati. To je pa res, se pravi, vsako leto moraš seme sam kupiti, vse ostalo pa ni noben spor z naravo, v sporu z kakorkoli, ni povezano z kakršnokoli manipulacijo z geni ali kar podobnega, ampak je čist preprosto, pri hibridu se pač točno ve, katera je materinska rastlina, katera je očetovska rastlina in se vsako leto na novo te 2 rastline mora skrižati. Se pravi, tako kot delamo pri psih, tako kot delamo pri, ne vem, tudi kravah in svinjah, posod drugod, to je isto hibrid. Se pravi, ne vas ne bo strah hibridov. Dejstvo pa je, da žal hibridni paradižnik da, ne samo da da višji pridelek, se toliko pri pridelku, jaz pravim, na vrtu ne bi smel biti glavni pridelek, glavno bi moglo biti odpornost, pa glavno bi moglo biti okus, ne, ampak tudi to se pravzaprav pri hibridi pozna, predvsem odpornost se zelo pozna. V letošnjem letu sicer paradižnik velike težav, tisti, ki ga lahko zalivate, nima, ne, je pa problem v kakšnih vlažnih letih, ko vam bo hibrid dosti dlje držal. Sem toliko, pa to, da boste videli, da ni vse eno, pri nobeni vrtlini, kamorkoli pogledate, kaj tudi o čem govorimo, o kateri sorti govorimo, tudi pri solatah, tudi drugod, skratka, ni samo solata, korenček, paradižnik, gre za zelo pestro zadevo in se je treba žal začeti poleg korenčka zapomniti še sorto, poleg paradižnika, bodo nažalost pač bolj tuja imena, ker prihajajo drugod, mogoče toliko tu, ker tu imate lepo priložnost videti, kakve velikanske razlike so recimo med sortami. Letos tudi pri krompirju, neverjetno, kako nekatere sorte tudi boljše sušo, vročino prenašajo. Prej so me že ljudje spraševali, ja res je, tudi tisto pomankanje kalcija na paradižniku je tudi odvisno od sorte oziroma hibrida. Nekateri ga dosti prej pokažejo kot drugi, tako da res imate tu lepo priliko, da vidite na primeru paradižnika, kako je lahko vse pisano pa različno, ampak bi vas opozorila, enako velja za vse, pa enako bi vas opozorila, ne se tako bati hibridov, ker z njimi ni pravzaprav čisto žurega narobe, kot to, da semena ne moramo pobirati. Drugače pa vas res vabim, da ta dan izkoristite, pa za vse tiste, ki vas rado zebe, si ga zapomnite za zimo, ker najprej sem poslušala pol leta jamranje, kako je mrzlo, zdaj pa poslušam, kako je vroče. Se pravi, vzamimo vreme takšno, kot je, ne, in dejansko rastlin, mi ne moramo vremena spremenjati, ne, se pravi, moramo prilagoditi svoje obnašanje, oblačenje, pa tudi rastlinam pomagati, kolikor se le da pravzaprav v takšnem vremenu. Fajn bodite. Jaz bi še se za konec najlepše zahvalila vsem našim gostom, ki so se danes odzvali po vabilu, ter tudi vsem, ki ste prišli in sedaj pa vas vabim, da če niste degustirali, če se lahko poskusite, mi za vabi. Ostalo pa priložnost, da jo nosimo. Zdaj Buda. Zdaj Buda, tu Buda. Aha.